Potovanje po občini lahko začnemo z vkrcanjem v čoln, s katerim se popeljemo na voden ogled mesta. Možno pa je tudi veslanje z lesenimi čolni po Krki. Kostanjevica pa je znana tudi po številnih tematskih in pohodniških poteh. Pravljična pot Kostanjevice, pot čestitk, ima zasnovo v bajki o 3 vilah čestitkah, ki so pred davnimi časi živeli v teh krajih in okamenele na Gorjancih. Kamniti osemelci še vedno čakajo obiskovalce, da si pridejo pogledat. V bližini teh osemelcev je tudi jama čestitke, podzemna jama, ki je zaprta za obiskovalce, ampak pogled v notranjost je možno, da si jo ogledaš. 4-kilometrska pravljična pot je nezahtevna. Pot se začne pri galeriji na drugi strani potoka Obrh, v neposredni bližini, kjer se potok pride na dan izpod zemlje. Potem gremo proti vasi Orehovec in gor v Gorjance po Rutarjevi poti. Nato pridemo do kamnitih osamelcev. Za spoznavanje Krakovskega gozda pa je urejena 8-kilometrska Reslova pot z izhodiščem pri gostilni Žolnir. Ime je dobila po Josefu Reslu, inovatorju, izumitelju, gozdarskem inženirju, ki je deloval v Kostanjevici. V ozadju za mano vidite tudi ta ladijski vijak, ki ga je preizkušal na reki Krki. Dosti se je tudi ukvarjal s Krakovskim gozdom, v katerem vodi tale pot. Prva točka skozi Krakovski gozd je močvirje Trstenik. Potem se pot nadaljuje proti naravnemu pragozdu in potem se v bistvu usmeri proti zahodu, proti reki Krki, kjer se potem spuščamo nazaj proti Kostanjevici in še srečamo enega najdebelejših in najstarejših hrastov v Sloveniji. To je prek 300 let star cvelbarjev hrast. V Kostanjevici pa lahko uberemo tudi uskoško pot. Ime je dobilo po uskokih, ki so v srednjem veku naselili to področje. Pribežali so kot vojni begunci iz področja Dalmacije in Bosne. 7-kilometrska pot tematsko zaokrožuje vasi, kjer živijo potomci uskokov. Začne se pri cerkvi svetega Mohorja in Fortunata ter nadaljuje proti Črneči vasi, Čerešnjevcu in Oštrcu.